Lepo pozdravljeni v še eni raziskavi, kjer raziskujemo fundamente kriptoprojektov. No in tokrat se je na tapeti znašel HBAR oziroma Hedera, zelo priljubljen kriptoprojekt, pa dajmo si pogledati, kako mu je kaj šlo skozi našo lestvico segmentov. Najprej si dajmo sploh pogledati, kaj sploh je tale projekt, zakaj se gre tukaj. Imam tukaj pripravljene zapiske, tako da bom malček prebral. Hedera je decentralizirana platforma, ki temelji na tehnologiji Hashgraph, inovativni alternativi blockchainu, zasnovani za hitro, varno in energetsko učinkovito delovanje. Omogoča pametne pogodbe, decentralizirano shranjevanje in mikrotransakcije, hkrati pa podpira aplikacije na različnih področjih, kot so finance, dobavne verige in identiteta. Projekt vodi Hedera Governing Council, skupina uglednih podjetij, ki zagotavljajo decentralizirano upravljanje. HBAR, njegov nativni žeton, se uporablja za plačilo transakcij in za varovanje omrežja prek Proof of Stake mehanizma. No, pa si poglejmo še njihovo spletno stran. Moram reči, da imajo zelo lepo urejeno spletno stran z obrazložitvijo. Tukaj očitno imajo tudi hackathon. In če vas slučajno zanima, kdo vse sodi v tale svet, katera so tale ugledna podjetja, imate takoj tukaj tudi tole listo in moram reči, da so to res zelo ugledna podjetja, recimo Google, IBM, LG, pa to so samo nekatera, ki sem jih zdaj takoj naštel. Pa pojdimo naprej na prvi segment in to je pač pregled projekta, kakšna sta jasnost in cilj projekta in vpliv na industrijo. In vidimo tukaj, oziroma kot smo razkrili, projekt je precej jasen, s podrobno razlago. Tudi belo knjigo imajo kar zelo podrobno napisano. Tukaj lahko preverimo. Imajo več tehle paperjev oziroma knjig, in vsaka zelo dobro in lepo posegmentirano obrazloži svojo tematiko. Recimo tukaj imajo še knjigo za tokenizacijo, pa dajmo si še tole pogledati in kot vidimo imajo tudi tukaj vse zelo lepo podrobno obrazloženo in vse to se seveda pred kakršnim koli investiranjem splača pregledati oziroma je skorajda nuja. Tako, vpliv na industrijo, vsekakor cilja na realno industrijo z jasno potrebo po blockchainu in jasnost bele knjige, kot smo že razkrili, je dobro napisana in podroben tehnični pregled. Tako da za prvi segment dobi vseh 15 točk od možnih 15. Naprej, drugi segment je ekipa in podpora, kjer preverjamo izkušenost ekipe in financiranje in podporo. No in to je najbolje, da preverimo na spletni strani cryptorank.io. Tukaj sem že na temu zavihku za tim oziroma ekipo in vidimo tukaj ta prvi, ki je tudi founder, je Limon Baird. Pa dajmo si kar pogledati njegov LinkedIn profil, pa dajmo malo pogledati seveda Hashgraph. Prej je delal na Swirls Incorporated, če sem pravilno tole prebral. Torej, on je v bistvu znanstvenik, kot vidimo prej tukaj je delal kot znanstvenik, tako da lahko rečemo, da znanja tukaj ne manjka. Dajmo si zdaj še pogledati co-founderja, to je Mens Harmon, da vidimo, kje je on tudi kaj delal in kakšne izkušnje ima. Tudi on je delal na Swirls, seveda Hedera, Hashgraph, co-founder. Ping Identity je bil vodja laboratorijev
je bil celo glavni za arhitekturo in predtem je bil CTO na Ordsbo. Tako da za te dva človeka moram reči, da imata kar precej kilometrine za sabo. Zdaj, ni bilo nič izpostavljeno, kar se tiče blockchaina, ampak moramo tudi upoštevati to, da pač imata neko znanje, zato bom pač tukaj dal, da je vsekakor izkušena ekipa. Poglejmo si še financiranje in podporo. Tukaj gremo na tale zavihek, fundraising, in vidimo tukaj, da so imeli tudi ICO na zadnje, preko katerega so zbrali 125 milijonov. Pa imamo tudi podjetja, kot so Block Tower Capital, tudi zelo znano podjetje, ki je vložilo v tale projekt. Tako da ja, tukaj vsekakor imajo kar močno podporo in tudi iz strani uglednih vlagateljev. Tako da za ekipo in podporo za drugi segment dobijo vseh 15 točk od možnih 15. Naprej, ta tretji segment, imamo seveda blockchain in žeton. To je segment, kjer pač pogledamo, ali je uporaba blockchaina upravičena in kakšna je uporabnost žetona. In kot sem razkril že na samem začetku, ja, uporaba blockchaina je vsekakor upravičena in tudi žeton ima svojo uporabnost, tako da za ta segment dobijo 10 točk od vseh možnih 10. Naprej, četrti segment imamo napredek in cilji. To je, ko pogledamo, kako obveščajo publiko in kako dosegajo svoje cilje. In tukaj smo na tej spletni strani, kjer prav razkrijejo svoj roadmap in moram reči, da imajo zelo, zelo lepo posegmentirano cilje, kaj so kaj dosegli, kaj imajo v planu in tudi vse lepo obrazloženo. Tako da tudi za ta segment dobijo vseh možnih 5 točk od 5. In naprej imamo tehnično analizo, to je, kjer preverjamo ceno in moč trenda, kakšen je volumen in likvidnost in kaj nam kaj kažejo tehnični indikatorji. In to lahko tudi preverimo tukaj na spletni strani cryptorank.io, če gremo na tale zavihek overview, jaz sem ga že kliknil. In tukaj od spodaj imamo tale graf. In kot vidimo, v zadnjem času smo doživeli kar eno lepo veliko rast. Ampak dajmo dodati zdaj še indikator RSI, ta je tudi najbolj priljubljen indikator. In vidimo takoj, da smo trenutno kar malček preveč prekupljeni. Tako da, mislim, še vedno to lahko raste naprej, pri altcoinih se nikoli ne ve, ampak je treba biti malček pazljiv za kakšen popravek. Pa če še malček odzumiramo ven, vidimo, da smo dosegli točno tole mejo. Tukaj to je na tam nekje 36 centih. Torej, mejo tam nekje na teh dveh vrhovih, tako da tukaj bo zdaj treba pač malček spremljati, kaj bomo naredili. Ali se bomo malček ustavili, naredili kakšen vzorec, ki bo napovedoval nadaljevanje rasti, se bo RSI malček ohladil, ker trenutno, kot kaže, se more malček ohladiti, da bomo lahko šli naprej gor. Je pa, moram reči, zelo, zelo, zelo lepo zrastel v zadnjem času. Poglejmo si še na hitro volumen na menjalnicah in tukaj vidimo, da ima kar visok volumen tudi na uglednih menjalnicah, tako da tukaj se mi zdi vse ok. Torej, za peti segment, tehnična analiza, cena in moč trenda, ja, pozitiven trend z močnim zagonom in fundamenti. Volumen in likvidnost, kot smo preverili, ima velik volumen na uglednih menjalnicah. Zdaj, tehnični indikatorji, tukaj se malček zakomplicira zaradi tega, ker je RSI kar precej močno prekupljen.
Tako da tukaj tehnični indikatorji dajo malček mešane signale in bo to treba spremljati še naprej. Tako da za ta segment tehnične analize dobi H-bar 13 od vseh možnih 15 točk. Naslednji, 6. segment je sentiment. Kakšno je sodelovanje skupnosti in kakšna je adopcija uporabnikov. In adopcija uporabnikov, glede na to, katera vsa podjetja so tukaj notri vpletena, moram reči, da je kar visoka, to so kar zveneča imena, tako da tega ne smemo spregledati. In to kljub temu, da je to tako zelo mlad projekt. No, dajmo si zdaj še pogledati, kakšne so kaj skupnosti. To je ponavadi tukaj v footerju spletne strani in vidimo, ta prvo povezavo imajo na Discord, tukaj imajo 25,000 sledilcev, pa potem lahko preverimo tudi Facebook. To bomo dali stran, ker nas zanima. Tukaj imajo 17,000 sledilcev, potem nas zanimata še Telegram, 21,000 sledilcev, pa X oziroma Twitter po ta starem. Tukaj imajo kar 373,000 sledilcev, pa še YouTube lahko preverimo. No, tukaj imajo 38,000 sledilcev, kar je tudi kar lepa številka. Tako da skupnost imajo kar veliko in tudi adopcija uporabnikov je kar velika, tako da za ta segment dobi 10 točk od vseh možnih 10. In na koncu je tukaj še Certik varnostno preverjanje, kjer se zakomplicira pri marsikaterem projektu. Dajmo si pogledati, kako je šlo v tem segmentu Hederi. In kot vidimo, se bo tudi pri tem projektu zakompliciralo in zaradi tega, ker enostavno nimajo narejene revizije na Certiku. Imajo sicer zelo visoko oceno, ampak ni opravljene revizije. In s tem, ko ni opravljene revizije, tudi ne vidimo, če so kje morda kakšni problemi, ki bi jih morali odpraviti. In enostavno vprašanje za to je, zakaj? Zakaj? Tako dober projekt, vse super štima, super fundamenti in potem nas pričaka tole, da ni opravljena revizija. Ampak dobro, jaz upam, da bodo to v bližnji prihodnosti popravili. Tako da za ta 7. segment, Certik varnostno preverjanje, dobijo samo 5 točk od vseh možnih 25. In skupna ocena je 73 od 100, kar tale projekt uvršča med povprečno, potrebnih je več raziskav. Ampak za 2 točki več bi ta projekt že prišel v naslednji segment, torej na višjo stopnjo. Tako, to je tudi naša raziskava Hedere po kriptomatovi lestvici. Kaj si vi mislite o njej? Smo morda kaj izpustili? Kar komentirajte spodaj. Seveda, dajte nam tudi kakšen všeček in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudite naslednje raziskave. To bo tudi to za ta video, zdaj pa vam želim še lep dan in se vidimo v naslednjem. Čau, čau.